Danes v Pomurskem dnevniku. Sezonski delavci v karanteni. Minister obiskal dom starejših občanov. Pomagati ranljivim skupinam. Turizem bo potreboval pomoč. Vreme jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. 27 sezonskih delavcev se je konec marca vrnilo iz avstrijske Tirolske, od takrat pa v gostišču v Dolgi vasi prestajajo 14-dnevno karanteno. Že na začetku so okužbo potrdili pri 7, včeraj pa so potrdili še 4 nove okužbe. Po dobrem tednu dni, odkar so bili v 14-dnevno karanteno v gostišče v Dolgi vasi nastanjeni sezonski delavci iz avstrijske Tirolske, sta pristojno ministrstvo in štab civilne zaščite odredila možnost, da neokuženi preživljajo karanteno doma. Ta možnost, da tisti, ki so bili prvič negativni, da lahko zapustijo dejansko to območje, s tem, da so dobili posebej navodila, da se morajo držati te karantene, se pravi izolacije tudi v domačem okolju. Jih je določeno število, meni se jih okoli 10, jih je to takoj prvo noč izkoristilo. Vsi, ki v teh dneh preživljajo samoizolacijo v Dolgi vasi, se počutijo dobro in ne kažejo nobenih znakov okužbe. A to je lahko varljivo. Glejte, 14-dnevna karantena je odrejena. V 14 dnevih morajo ostati na enem mestu. Zdravstveno stanje je v redu. Ti ljudje nimajo nobenih simptomov in to je glih nevarnost in to je moja skrb. Ti ljudje so prišli iz najbolj okuženega področja, iz Tirolske, in zato je tu posebna previdnost še je treba vzpostaviti. Čeprav so bili nekateri na prvem testu negativni, se v domače okolje brez dodatnega testiranja niso želeli vrniti. V soboto so opravili nova testiranja, ta pa so pokazala 4 nove okužbe. V soboto zjutraj so prišli iz Murske Sobote iz zdravstvenega doma in so vzeli 16 brise tudi zaposlenim, oziroma ki so v tem panzionu tudi delajo, in od tega jih je 4 pozitivnih. Vsi se v karanteno v Dolgi vasi niso vrnili, bodo pa kljub temu morali ostati v domači samoizolaciji. Vse osebe, ki se pač niso vrnile nazaj tukaj v ta objekt, to pomeni, da jim je bila ze strani pristojnega inštituta, se pravi Nacionalnega inštituta za javno zdravje in štaba civilne zaščite, izrečen ukrep samoizolacije oziroma karantene v lastnem okolju. Za pravilen potek ukrepov skrbi Nacionalni inštitut za javno zdravje, nad dogajanjem bdi tudi zdravstvena inšpekcija. Je pa župan ob tem podal še svoje mnenje. Mene skrbi za naše občane in po vsej logiki bi morali testirati dvakrat in dvakrat potrditi negativnost. Na osnovi tistega bi lahko jim pač odredili odhod v domačo karanteno do 14 dni. Kaj točno je vzrok novih okužb, še ni znano. Po mnenju poveljnika civilne zaščite bi se ti lahko okužili že v Avstriji na poti v Slovenijo, a se je virus razvil šele zdaj. Druga možnost pa je morebitno neupoštevanje natančnih navodil karantene v Dolgi vasi. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je sestanek o naraščajočem številu okuženih v domu starejših občanov Ljutomer opravil kar na parkirišču pri Biotermah Mala Nedelja, kamor so minuli četrtek premestili 16 zdravih stanovalcev iz matične enote. Tokratno srečanje je služilo predvsem za umirjanje strasti med vodstvom ljutomerske občine in direktorjem doma starejših Tomislavom Nemcem. Minister pa se je želel sam prepričati, kakšna je situacija. Minister in državna sekretarka morata vedeti, kaj se dogaja v sklopu mreže domov za starejše, obenem pa vse ljudi spodbujati, da sodelujemo, da se na lokalnem nivoju skupaj odločamo, torej stroka oskrbe starejših in zdravstvena stroka in seveda tudi lokalna skupnost. Mi lahko skozi te razmere pridemo samo tako, da sodelujemo in da tudi morebitne komunikacijske šume ali pa nesoglasja preidemo, najdemo morda tudi kompromisne rešitve, ampak da odreagiramo. Po prvih informacijah o okuženih z novim koronavirusom je minister takoj poklical direktorja. Prva skrb direktorja doma starejših je, da zagotavlja najboljši možni nivo oskrbe starejših, ki so tu doma, poudarjam. Oni so v domu doma in direktor in vse osebje v prvi vrsti zasleduje ta cilj. V času epidemije pa seveda imajo dosti navodil
ki jih tudi spoštujejo, so se tako organizirali, predvsem strani Ministrstva za zdravje in strani epidemiologov. In to sem mu tudi v prvem pogovoru povedal, da naj se organizirajo v skladu s tem, kar se bodo dogovorili z lokalnimi epidemiologi, z lokalnim zdravstvenim domom, z domskim zdravnikom nenazadnje, ki tudi najbolje pozna te oskrbovalce. Skupnost v Ljutomeru je bila naklonjena drugim rešitvam, in sicer, da bi selili okužene stanovalce. Poglejte, različne pristope imamo oziroma različna mnenja, kako reagirati na pojav pozitivnih oskrbovancev. Trenutno je zdravstvena stroka tudi na nivoju države odločila, da je najbolj primerno seliti zdrave in pokretne, da se jih umakne iz teh domov in da se zagotovi predvsem prostor za kohortno izolacijo, to pomeni za ločitev prostorov in ekip v domovih. Kajti morate vedeti, da samo 20% slovenskih domov za starejše ima tako arhitekturo, da lahko to nemoteno zagotovijo. Za konec je minister privoščil tudi malico iz doma starejših. Jaz bi rad predvsem utrdil zaupanje v direktorja in ostale direktorje domov starejših občanov, tudi s tem, da bomo sedaj z ekipo seveda na hitro, zaradi omejenega časa, pojedli obrok, kosilo skupaj iz doma starejših, da pokažem ljudem, da se ni treba bati, da so ukrepi sprejeti in da je dom starejših še vedno točka, kjer se zagotavlja najvišja možna stopnja oskrbe in varnosti. Danes so iz doma starejših sicer prišle informacije o 6 novih okužbah. Slednjo so potrdili pri 5 stanovalcih in eni zaposleni osebi. Na današnji tiskovni konferenci Vlade Republike Slovenije je spregovoril tudi Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Med drugim se je dotaknil priprave drugega protikorona paketa. Poglejmo, kaj je povedal. Če sem že omenil, da nekatere stvari, nekatere predloge sindikatov podpiramo, naj morda omenim te najbolj glavne. In sicer bo Ministrstvo za delo vključilo v drugi protikorona paket rešitev, možnost, da se brezposelnim, ki v času krize ostanejo brez dela, se jim izteče pogodba o zaposlitvi in pridejo v evidenco brezposelnih, da možnost koriščenja kriznega nadomestila za čas brezposelnosti. To nadomestilo ne bo izhajalo iz preteklih pravic oziroma iz pretekle plače in tudi ne bo upoštevano v nobenih pravicah, ki se odmerjajo po krizi. Tu gre za prvo krizno pomoč in to želimo zagotoviti, da imajo brezposelni, ki so ostali brez dela v tem času, možnost, da prebrodijo krizo kot eni izmed ranljivih skupin. Druga rešitev, ki jo na Ministrstvu za delo podpiramo in jo bomo tudi predlagali, je izenačenje zaposlenih v socialno-varstvenih zavodih. Predvsem imam tu v mislih pravzaprav polovico domov za starejše, da se zaposleni, ki delajo v koncesionarskih domovih za starejše, izenačajo s tistimi, ki delujejo v javnih. Tudi koncesionarji namreč izvajajo javno službo, javne storitve in so zaposleni, tako oskrbovalno osebje kot zdravstveno osebje, enako obremenjeni kot tisti v javnih. To moramo izenačiti. Občina Moravske Toplice je zelo močno zaznamovana s turizmom, ki je v tem trenutku povsem ohromljen. Tudi o tem je v današnjem pogovoru govoril župan Alojz Glavač. Poglejmo si kratek izsek, več pa v oddaji Aktualno danes ob 18:15. Tako da mi pripravljamo tudi občinske ukrepe, bo pa seveda o tem odločal občinski svet v bližnji prihodnosti, ker kljub vsemu smo podrejeni pač državnim ukrepom. Se pravi, mi bomo ukrepe peljali v to smer, da bomo sprejemali tiste, za katere smo pristojni. Naj pa že zdaj povem, da bo to verjetno povezano z zmanjšanjem turistične takse v bodoče, zmanjšanjem zneska, morda tudi oprostitvijo, zdaj itak ni turistične takse, ker ni gostov. In pa drugo ukrep, ki gre v to smer, so pa
najemnine gospodarskim subjektom. Recimo Terme 3000 imajo v najemu golf igrišče in seveda mi bomo to najemnino pač za to leto krtali, ko ni pač turizma in tudi ne igranje golfa. Evropska komisija se zaveda, kako pomembna je v kriznih časih preskrba s hrano. Zato je sprejela in še sprejema ukrepe, da bi podprla evropske kmete. Več pa v izjavi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. The fight against the coronavirus affects all parts of the European economy. One of the sectors where we will tolerate no disruption whatsoever is that of food. Despite these challenging times, we make sure that Europeans continue to have access to high-quality, affordable food. That's why early on in the current crisis, we took measures to ensure that goods, including food, flow in the single market, and that seasonal workers can still travel to other countries to plant or harvest our crops. I would like to thank our farmers, who make sure that food is available in our shops. And I'm grateful to the thousands of European citizens who are volunteering to help with this year's harvest. This is a wonderful example of European solidarity. But farmers need more help. And this is why we take several new measures to support them. Today, we will give farmers more time to submit their applications for direct payments and rural development payments. And we will soon increase the advances of these payments to give them more cash upfront to pay their bills. We will also simplify certain administrative requirements for farmers and for national administrations because they have more urgent priorities these days than fill-in papers. And we will make it easier to support medical facilities in rural areas through the Rural Development Fund. We stand by our farmers in these challenging days. We will take further action to support them as the situation evolves. Jutri bo jasno, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 24 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 15 v Radencih, 16 v Murski Soboti, 17 v Lendavi pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -1, dnevne pa od 19 do 20 stopinj Celzija. V četrtek bo jasno, v mraziščih bo zjutraj možna slana. Popoldne bo ponekod zapihal vzhodni do jugovzhodni veter. V petek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo sredi dneva in dopoldne nastajala plitva kopasta oblačnost. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 0 do 6, čez dan pa okoli 22 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno vas pozivamo k upoštevanju nasvetov strokovnjakov in ukrepov vlade. Zato si redno umivajte roke, kašljajte in kihajte v robček ali rokav, redno zračite prostore, izogibajte se socialnim stikom in ostanite doma. Vse, kar je potrebno, pa boste vsak dan sproti izvedeli v Pomurskem dnevniku. Hvala, ker ste bili z nami, v našo družbo pa ponovno vabljeni prihodnjič. Bodite z nami.